Svoj 4. album Cvik Cvak ste posvetili rezijanskemu glasbenemu izročilu. Zakaj? Zakaj pa ne? Že od vsega začetka se nam zdi rezijanska muzika zelo zanimiva, fascinantna, nekaj ekstremno nenavadnega in tudi na prejšnjih ploščah je že našla svoje mesto. V končni fazi tudi naš prvi single oziroma prvi spot, ki smo ga sploh lansirali iz albuma Zgodbe, je bil komad Dagjoreta Škrbinina, ki je takisto rezijanski, ljudski. In ne samo zato, ampak tudi zato smo v bistvu že lep čas gojili to idejo, da bi enkrat cel projekt posvetili rezijanskemu izročilu in zdaj smo to storili v sodelovanju, tudi to je treba poudariti, s producentom Aldom Ivančičem, širši javnosti znanim kot recimo šefu zasedbe Borgezija v 80-ih ali pa Bast dan današnji. In tudi to sodelovanje je obrodilo tako zelo zanimive rezultate in sadove, ki se jih da slišati na albumu Cvik Cvak. Prepričali ste tudi zahtevna ušesa v tujini, odkoder ste se vrnili pred kratkim? Ja, zdaj smo imeli v bistvu 2 gostovanji, malo večji. V New Yorku oziroma Združenih državah smo igrali v začetku junija, konec maja. Šlo je za v bistvu večji koncert, večjo predstavitev slovenske glasbe, glavno popularne oziroma recimo jazz, etno godbe. Tja so pa ne samo jazza in etna, tudi drugih zvrsti, tja so potovali naprimer tudi Laibach, Silence, poleg tega Zlatko Kavčič, Bratko Bibič, mi, Brina. In bila je, mislim, da res zelo in kvalitetna, predvsem pa zanimiva prezentacija slovenske kulture v New Yorku, v dvorani Town Hall za vogalom od Times Squarea, se pravi v srcu Manhattna, v centru sveta dobesedno, ki je tudi zelo uspela. Zdaj par dni nazaj, tako rekoč, smo se povrnili iz Izraela, iz Tel Aviva, kjer smo tudi nastopali v okviru nekega dolgotrajnejšega festivala oziroma Bon Maja, sicer je to gostovanje organizirala Slovenska ambasada v Tel Avivu, smo se pa v bistvu predstavili samostojnim koncertom, ki niso nekaj izvršili.